Vsem skupaj lep dober dan, dobrodošli v objemu narave na Podkomu, takole, ok. Jaz sem prav vesela, da vas vidim zbrane na ta lep sončen dan. Mislim, da se z večino poznamo, Polona Trebušak, Zasavska ljudska univerza. Zdaj mogoče, zakaj smo vas mi danes tukaj povabili, ne? Razlogov je kar nekaj. Prvi razlog je ta, da smo mi v letu 2019 prvič izvedli kar 5 študijskih krožkov in želimo te krožke v bistvu deliti drug z drugim, pokazati tudi slovenski javnosti in iz tega razloga smo tudi povabili k sodelovanju Igorja, ki bo vse te zadeve potem pomagal dokumentirati in pripraviti v tako obliko, ki bo na voljo za televizijo in tako naprej. To je en razlog. Drug razlog je pa ta, da pa mi letos praznujemo 60-letnico in ob tej naši 60-letnici smo pripravili kar precej nekih promocijskih aktivnosti, strokovnih dogodkov in eden od teh dogodkov se pač tudi veže na ta današnji dan, na srečanje na Podkomu. Tako da to. Ja, in zakaj ravno Podkom? Tako bom rekla, več glav več ve. Ko smo se s puncem pogovarjali, kaj bi naredili, kako bi naredili, so predlagale, kaj pa, če gremo nekam v naravo, na Podkom, in smo potem to idejo tudi naprej razvijali in evo, rezultat teh naših pogovorov je tudi to današnje srečanje. Zdaj mogoče, če daš Mari naprej, se pravi, samo tukaj za oris, kako bo tole danes potekalo, se pravi, na kratko bom jaz samo pokazala preko slik, preko fotografij, oris teh 5 študijskih krožkov, vmes bo Igor stvari posnel, podokumentiral, v drugem delu se nam bo pridružil gospod Rudi Zupan, bo povedal več o kmetiji, potem si bomo na koncu lahko vse te njegove zbirko, skratka vso to shrambo ogledali in seveda v zadnjem delu nas pa že potem čaka na koncu ali pa vmes domače dobrote našega ambasadorja Lojzija Čopa iz Hiše domačih okusov Prčop. Tako da tudi za ta del smo poskrbeli, da ne bomo šli lačni pa ženi iz Podkoma. Tako, ja, rekla sem že 60 let praznujemo in tako, ko se spodobi, vse te obletnice, vse te jubileje, fajn, če jih praznujemo, ne. Če je to v družbi prijateljev, sodelavcev, v družbi ljubiteljev učenja, je to še toliko boljše. In ob tej obletnici smo poleg vseh zadev, ki jih delamo, naredili en takle časopis. Vem, da ste ga nekateri že imeli v rokah, tisti, ki ga še niste imeli v rokah, lepo povabljeni, da ste potem vzamete, ga prelistate in s tem časopisom smo želeli pokazati, kdo smo, kaj počnemo, na kakšen način in seveda tudi povabiti v kakšne aktivnosti, ki se zdaj bojo še zgodili v tem mesecu, se pravi oktobru, novembru in potem vse do konca leta. Tako da to je ena zadeva. Ja, zvesti ljubiteljem učenja smo že 60 let, to je naša ekipa zagnanih, srčnih punc, zaenkrat smo 11 nas je, 11 punc, tako da ja, na ženskih svet stoji, ne, tako da brez žensk ni nič, ne. Moški, da ne boste zamerili, no, ampak tako se pač nam stvari dogajajo. Časopis, ki sem že rekla, tako da res pobrskite, nagradna igra je v časopisu, tako da tisti, ki še niste oddali teh kupončkov, lahko to še zmer naredite. Pa še eno stvar smo naredili ob tej naši sklopu teh naših aktivnosti, prenovili smo spletno stran, tudi tisti, ki ste bolj vešči uporabe pametnih telefonov, tablic in tako naprej, ste zagotovo že videli, da smo se mičken prenovili oziroma updatali. Ok, tukaj mogoče za ta uvod, zdaj bi pa jaz samo na kratko orisala teh naših 5 študijskih krožkov preko slikc, potem bojo pa kaj več o teh krožkih pa povedali mentori, se pravi mentori, licencirani mentori, pa tisti, ki so sodelovali v teh krožkih. Imeli smo 5 študijskih krožkov. Zdaj, zakaj smo tako ponosni? Ker ponavadi smo leta in leta nazaj smo se trudili s temi krožki, pa nekako nismo uspeli. Lani smo uspeli enega dobiti, letos pa kar 5, ne. Smo pa res probavali dati take vsebine, ki so nekje izhajale iz okolja, iz potreb in je nastal takle nabor krožkov. Prvi je bil jezik in kultura z roko v roki, tukaj je šlo za učenje slovenščine, potem rudarski krožek, mu jaz rečem v narekovajih, spoznajmo življenje rudarskih prednikov preko tabu tem
izdelava domače kozmetike na Tirni, čili zdravi razgibani in pa babičina svet na svetovni splet, tako da bomo samo iz vsakega krožka pogledali mičken fotografij, tudi da si boste predstavljali, na kak način je to teklo. Krožke so vodili mentori, eno so usposobljeni mentori strani Andragoškega centra Slovenije, imamo 3 usposobljene mentorje, in sicer sodelavka Valentina Oran, Tina Petek in pa Mojca Kropivc. Potem je pa še cela paleta bilo vas sodelujočih, tistih, ki ste pomagali pri izvedbi. Se pravi, Stanka Klopčič, Cvetka Darnovšek, Nuša Krautberger iz Društva za zdravilne rastline Zasavje, Igor in ekipa, potem naše sodelavke Jadranka in ostali gostje. Se pravi, Igor je imel tako najbolj, se mi zdi, pester krožek, kar se tiče različnih gostov, se pravi od gospe Čop, Metke Hribar, Franc Novak, Anton Lisec, Miran Kokole, Anton Koban in ostali sodelujoči. Tako da to so tisti, ki so nam pomagali, in tudi na tem mestu res hvala vsem, ki ste prispevali, da smo te krožke lahko speljali. Nekaj utrinkov iz študijskega krožka Jezik in kultura z roko v roki. Gospe so se predstavile potem na paradi učenja. In smo preko kulinarike spoznali tudi druge kulture. Še ena skupinska. In drugi krožek, spoznajmo življenje rudarskih prednikov. Nekaj tega krožka je potekalo v učilnici, en del pa potem tudi v naravi. Se pravi, tudi v tem krožku so spoznavali zasavske dobrote. Šli smo pa tudi na pohod, se pravi po rudarski učni poti, in to tudi en tak utrinek. In na koncu seveda tisto ogled muzeja, oziroma o tem bo potem tudi več spregovoril Igor v nadaljevanju. Zakaj so ti krožki še pomembni? Vsak krožek je imel na koncu nek rezultat. Prvi krožek, se pravi, je bil rezultat ta paleta balkanskih dobrot in pa udeležba na paradi učenja. V drugem krožku so posneli filmček med rudarji, mogoče potem na koncu tudi pokažemo naprej. Tretji krožek na Tirni, se pravi, na Tirni so pa bili zelo ustvarjalni, trajnostni in so delali domače čistile, kozmetiko in so imeli fajn in zaključili krožek zaključno čajanko. Tako. Potem sta pa še 2 krožka, ki jih je vodila Mojca Kropivc, ki danes žal ni z nami, se pravi čili zdravi razgibani, oni so pa se spoznavali z novimi recepti, kuhali, poskušali in se posvetili zdravemu načinu življenja. V sklopu tega krožka je nastala knjižica, čili zdravi razgibani, enostavni recepti so noter in vsi ti recepti so potem tudi objavljeni na naši spletni strani. Če bi pa kdo želel, pa lahko tudi vam prinesemo, sprintamo, da imate potem tudi za domačo uporabo. In še en fotoutrinek iz Hrastnika. In zaključni utrinek iz Hrastnika. Ta zadnji krožek so naredili tudi Facebook profil, tako da tisti, ki ste morda na Facebooku, eni ste, eni ne, pokukate še na Facebook profil Babičina svet na svetovni splet in boste našli take čisto enostavne recepte, nasvete, ki smo jih včasih morda tudi že mi vsi skupaj malo pozabili. Tako kot sem že prej rekla, današnje srečanje ob naši 60-letnici in seveda ob podpori našega resornega ministrstva v sklopu promocijske kampanje Moč in radost učenja, tako kot smo tudi naslovili ta naš časopis. Predno prepustim besedo naprej, se pravi vam, mentorjem, Igorju in vsem ostalim sodelujočim, morda še en kratka informacija. Dogodkov je še kar nekaj, ki nam sledijo, vsi so zapisani v tem časopisu, drugače pa že zdaj velja povabilo na okroglo mizo Strategija dolgožive družbe, ki bo 10. oktobra ob 10. uri v Zagorju in potem seveda v novembru na naše praznovanje 60-letnice, to pa bo v Delavskem domu v Trbovljah, tako da to je tudi taka, se mi zdi taka obletnica, ki je prav, da se vsi skupaj spomnimo in tudi že zdaj velja povabilo vsem vam.
Če vas pa zanese pot na kakšna naša predavanja, se nam pa letos pridružujejo različni znani gostje, znana imena, kot so Karel Gržan, Dušica Kunovar, Viki Grošelj, Jerneja Jošar, pa še so, no, ti so mogoče najbolj zveneči, tako da to pa tudi najdete v časopisu, v naših izloženkah, tako da vabljeni. Tako, jaz bi se na tem mestu zdaj ustavila in bi kar morda prosila prvo mentorico študijskega krožka, Stanko, če nam lahko na kratko pove, kaj ste počeli, kako ste počeli, zakaj ste počeli, kako ste se imeli. Tako. Ja, pozdravljeni, sem Stanka Klopčič. Z mano se je v krožku družilo 12 udeleženk, priseljenk iz Srbije in pa Bosne. Seveda nismo mogli mimo osnov slovenskega jezika v različnih sporazumevalnih okoliščinah, v različnih govornih položajih, že zaradi njihovega vključevanja v okolje. Zelo dobro smo pa izkoristili sam naslov Jezik in kultura z roko v roki, tako da smo primerjali različne kulture, iskali podobne jezikovne vzorce in pa spoznavali kulturno in turistično Zasavje. Kot ste pa že slišali in tudi videli na fotografijah, so se udeleženke izjemno dobro predstavile na paradi učenja z balkansko kulinariko. Mislim, da so bile vse zadovoljne, saj so izrazile željo, da bi se še družili. Super, Stanka, hvala. Pa še mogoče, če dodam, ta kulinarika tudi poteka v tem našem večgeneracijskem centru in te delavnice, ko so delali baklave, pa krompiruše in tako naprej, te jedi so bile zelo dobro obiskane, tako da smo se vsi skupaj nekaj naučili. Evo, zdaj bi pa povabila jaz naslednjega gosta, to je pa Igor. Evo, Igor. Hvala. Veliko smo že danes govorili o kulinariki, tudi mi smo se preizkusili v kulinariki, ampak najprej smo pa v tem našem krožku pripravili tak kar precej pester program skupaj z Zasavsko ljudsko univerzo. Meni je veliko pomagal tudi upokojeni rudarski inženir, oziroma ne upokojeni, ampak nekdanji rudarski inženir Franci Brinovec. In smo pripravili 5 takih zanimivih študijskih krožkov, oziroma 5 srečanj. In glede na to, da že malce slabše vidim, si bom malce pomagal. Na prvem srečanju smo predstavili najprej program, kaj vse se bo dogajalo. In takrat smo skozi zadnjega, ki je vodil rudarsko stavko v rudniku Trbovlje-Hrastnik, skozi usta predavanje Antona Lisca spoznali, kaj se je takrat zgodilo v tej res zadnjem rudarskem štrajku in tudi kaj so rudarji s tem dosegli. Takrat na tistem prvem srečanju smo spoznali tudi virtualni muzej rudarstva. Spoznali smo ga preko prosojnic, enkrat kasneje smo si ga potem tudi čisto izven teh srečanj tudi ogledali. Potem na drugem srečanju, ponavadi so srečanja trajala 2, 3 ali 4 ure, smo nameravali opraviti pohod po rudarski učni poti. Glede na to, da je bilo vreme takrat malce slabše, smo malo vrstni red spremenili in smo ostali kar v učilnici in smo se takrat spoznali skozi rudarsko kulinariko. Marija Gošte nam je spekla orehovo potico, potem Marija Čop knapovski funšterc, pa še nekaj drugih teh rudarskih dobrot. Spoznali smo pa tudi skozi pripovedovanje vseh tistih, ki so prišli na ta srečanja, v kakšnih bivanjskih razmerah, pa tudi higienskih razmerah so nekoč živeli naši rudarski predniki. Potem smo imeli tisto tretje srečanje, ki je bil potem rudarski pohod po rudarski učni poti. Tu nam je bil v veliko pomoč Franci Brinovec, ki je veliki poznavalec teh rudarskih obeležij. Žal jih kje veliko ni ostalo, ampak nekaj jih pa je. Tako da spomin na rudarstvo tudi po tej plati ne bo umrl. No, potem smo imeli pa še četrto srečanje,
kjer smo pa govorili o kulturi, športu in spominkih, pa tudi o boleznih, ki so tako ali drugače povezane z rudarstvom. In eden izmed predavateljev, ki je spregovoril o rudarskih boleznih oziroma vsem tistem, s čim so se srečali rudarji in tudi njihove družine, nam je predaval zdravnik Franc Novak, ki je dolga leta bil tudi zdravnik mnogih rudarskih rodov. Včasih je tako v šali dejal, da sta s kakšnim knapom letela tudi okrog mize, če ni bilo bolniške. Potem smo izvedeli tudi, kako so bili rudarji povezani v svojem prostem času tako s kulturo kot športom. Mnogo rudarjev je bilo odličnih športnikov, nekateri tudi slovenski ali pa še prej jugoslovanski reprezentantje. Veliko je bilo tudi uspešnih kulturnikov in kar nekaj teh pesnikov smo spoznali. Spoznali smo pa tudi veliko te rudarske literature, ki je nekako v znamenju rudarstva. Seveda so nam pa zapele tudi knapovske punce, ki jih danes žal tu ni, ker so na nekem drugem dogodku, pa sem prepričan, da bi nam znova kaj zapele. Seveda smo pa spoznali tudi rudarske spominke iz rok Marjete Hribar. Res, da nastajajo unikatni izdelki iz premoga, včasih smo ga kurili, pa tudi mogoče bili malce jezni, ker se je po tej dolini iz vseh dimnikov ali pa raufnikov precej kadilo. Evo, zdaj pa imajo to tudi najbolj petične gospe za svoj nakit, pa tudi moški. No, potem smo imeli pa še 5. srečanje, kjer smo pa spoznali razmere, v katerih so rudarji delali. Spoznali smo tudi rudarsko-muzejsko etnološko društvo Srečno Zagorje, ki ga vodi Anton Koban, nekdanji vodja rudnika Zagorje. In tudi on nam je veliko povedal o teh rudarskih poklicih, veliko nam je o rudarskih poklicih, pa tudi o delu v različnih rudnikih, tudi v tujini, povedal zdaj že upokojeni rudar Ivan Omahen. Tako da je bilo tudi na tem srečanju zelo zanimivo. No, čisto na koncu smo imeli pa zaključno srečanje v Kisuškem muzeju oziroma v muzeju rudarstva, kjer nam je vodja tega muzeja, kustos Simon Omahen, predstavil, kaj vse se da v tem muzeju videti. No, tam smo potem posneli tudi zaključno reportažo, ki si jo lahko na to temo, kaj se je vse dogajalo na naših srečanjih, ogledate, če boste skočili na YouTube profil oziroma YouTube kanal Igor Gošte. No, tam smo imeli potem še tudi nekaj rudarske kulinarike, konc, kruh, pa moja mama Marija Gošte nam je spekla, če se ne motim, metovo potico ali metovko. To je bilo. Super. Hvala, Igor. Zdaj pa iz rudnika pa v Tirno. Naše zveste zeliščarke, tako da bi jaz kar prosila mogoče gospod Cvetko, če nam malo orišeš ta utrinek zdravega načina življenja na Tirni. Potem bomo pa še povedali, kdo je bil kriv za to Tirno. Pozdravljen. Jaz tako lepo ne znam govoriti, kakor zna Igor, ampak bom tako z veseljem povedala. Jaz sem Cvetka Drnovšek, prihajam iz Društva za zdravilne rastline in se še danes spomnim Polone. Bi šli na Tirno, smo dobili krožek, a bi lahko, ne tako prijazen. Meni je pa že kar vroče rečvali, v Tirno, tam bo pa veliko ljudi, sem rekla, pa ne bom. Ne, jih bo samo 8. Aha, no tu bomo pa že nekog zrihtali, nuška tako, kar se tiče zdravilnih rastlin. Krautbergerjeva, ne, da se jo poznamo, tamle sedi, še je čist nekam skrila. In to bomo pa že nekog zrihtali, smo rekli, ne. No in pridejo 3. Ojej, malo mi je bilo že kar hudo 3. No, ampak bomo že nekog zrihtali.
No in potem pride še eden, pa še eden, pa še eden. No in malo čez 7 se mi zdi, pridete zadnji, 26. Kvorja mas, ko pa zdaj bo pa to problem, no. Ampak mislim, da bo povedal gospod, verjetno ga bojo povabili k besedo gospod Jože, smo jih kar nekako obvladali. Smo povedali na naših srečanjih kar veliko stvari o zdravilnih rastlinah, o pripravi za uživanje, o nabiranju, o začimbah, kako se lotimo kakšne bolezni, kako čim dalje ohranimo zdrave možgane. Potem smo šli pa še na prakso in smo začeli delati. Pa smo delali najprej malo čajčkov, pa smo naredili kako kremco, pa smo naredili libelo, se mora biti usta tudi lepa. Verjetno, da sem še kaj pozabila. Potem smo naredili tudi pralni prašek, pa smo naredili takle kup mila, potem smo naredili še začimbe, nekaj bolj majega. In na koncu potem smo šli še v kopalnico, smo si naredili kremico, pa pralni prašek, pa cet smo si pripravili, pa smo si pripravili deodorant, vsakega pomalo in se kar nabralo. 8-krat smo se dobili in ta 8. smo šli pa v naravo. V prostoru smo spoznali zdravilne rastline, spoznali smo njihovo uporabo, znamo jih uporabiti, ampak nismo pa čist prepričani, kakšne so v naravi. Sej moža tudi zmeraj, tako ga malo opazuješ, pa ga še lepo spoznaš, ko ga vidiš čist na bliz. Tako smo tudi mi rostce čist na bliz pogledali, kje so, kakšne so, smo jih vonjali, smo božali. Na kraju smo si pa še dali 5 minut za boljši vtis in smo se naučili delati še takšne ekološke namaze, ko gremo na travnik, ko gremo na vrt, sproti za vsak maj počepnemo, je še telovadba, uberemo eno zdravilno rastlino, uberemo drugo zelenjavnico, pridemo domov, zrežemo, zmešamo skuto in smetano in krasni namazi so lahko na mizi. Seveda pa mi smo dali namaze, ime sem žal pozabila, Tirničanke, sem prav povedala, so dali pa še pogostitev in tako, da smo se napili, najedli, nasmejali, samo naplesali se še nismo. Ampak smo imeli potem še zadnje srečanje, tam bi se pa malo še tudi naplesali. Tam smo pa poskušali na zadnjem druženju, ker smo skuhali še čaj, smo pa pripravili 5 vrst čajev, gospe so spekle, ne vprašajte kaj vse, tako da smo šli domov lačni in žejni. Vsega je bilo preveč, druženje je bilo pa kar malo kratko, ampak bil je čas že vročih spomladanskih dni in vsakemu se je mudilo domov. Tako da hvala lepa Zasavski ljudski univerzi, hvala lepa vam iz vseh udeležencev tečaja in upam, da se bomo še kdaj kje videli. Hvala lepa. Super. Evo, krasno nas je gospa Cvetka popeljala v ta drugi gorski del Tirne, tako da super. Ja, mogoče še, kako smo prišli na Tirno. Jaz sem gospoda Čibaja tako na videz poznala in pa, ko smo razmišljali, na kak način bi to prišli izven, se pravi izven Zagorja, izven doline, pa mi pravi ena sorodnica, ti kar gospoda Čibaja poklič, se bo dogovoril, jih bo vaščan obvestil, bojo prišli, skratka vse bo laufali. No in res, to smo naredili, vaščani so prišli, najbolj množična udeležba, tako da mogoče, gospod Čibaj, če vas lahko poprosim za kakšen komentar, za kakšno besedo. Vi ste tudi bili udeleženec krožka, ne da? Ja, tudi. Kako se vam je zdelo? Ja, mislim, bilo je zelo, zelo odlično. No, prišli je tako, da je pač Polona me poklicala,
Mi v Tirni smo pa tako, kot tle vidite, najstarejša, najmlajša in tudi najboljša krajevna skupnost občin Zagorje, ker je bilo potem normalno, da smo tak odličen tečaj speljali. In sicer, ko me je poklicala, sem jaz dal tako idejo, da bi bilo to pri nas, ker imamo res idealne pogoje za izvedbo takšnega tečaja. Imamo res izredno lep gasilski dom, v katerem imamo vse prostore. Poleg tega smo po tistem času zaključovali tudi drugi evropski projekt že v vasi, in sicer smo obnovili staro šolo in smo jo, ker smo ponudili prostor vsem ogroženim skupinam na podeželju, se pravi mladim, športnikom, starejšim, medgeneracijski skupini, vse to pri nas deluje. In ko smo ta objekt obnovili, kjer smo naredili kuhinjo, sanitarije, sejno sobo z vsemi napravami, se pravi s projektorji, računalniki, z Wi-Fi-jem, tako da smo tudi v to informacijsko dobo vstopili v naši vasi, in to so bili idealni pogoji za izvedbo tega tečaja. Tudi jaz sem bil kar malo presenečen, da nas je bilo tako takšno veliko število. Je pa res, da smo vključili še Čolnišče, Šentlamprt, se pravi Tirna, tako da smo v bistvu cel ta del zajeli in res vsi smo veliko znanja odnesli. Danes, ko greš po travniku, res veš, katera roža je, zakaj, tako da je bilo to in prijetno s koristnim smo združili. Imeli smo se tudi res lepo. Super, hvala. Evo, in to je ta primer dobre prakse sodelovanja, ne, na vseh nivojih. Zdaj mogoče študijski krožki, ne, zdaj eni bolj poznate, eni manj poznate. Kaj je razlika med študijskim krožkom pa nekim neformalnim tečajem, recimo, ko jih pač mi tudi sicer organiziramo. Tako da mogoče bi jaz prosila Valentina tebe, če si tako prijazna, pa poveš, zakaj krožki, kako krožki, pa kaj je tisto, kar je drugače pri teh krožkih, ker tudi jaz nisem dolg časa tega koncepta razumela. Ja. Lepo pozdravljeni, Valentina Uran, Zasavske ljudske univerze. Študijski krožek, kot je Polona povedala, je ena posebna, malo drugačna oblika neformalnega učenja. Zdaj, študijski krožki so pri nas v Sloveniji pravzaprav imajo že kar dolgo tradicijo, upeljal jih je Andragoški center Slovenije. Sicer pa je ta oblika nekako bila prenešena iz Skandinavije. Tam, če si predstavljate, so zelo prostrana območja, veliko ljudi živi na zelo takih oddaljenih, osamljenih področjih, in oni v bistvu se zelo radi učijo in imajo pač to tradicijo, da na teh, bom rekla, bolj odročnih področjih se združujejo v nekakšne majhne skupine, krožke, in se učijo drug od drugega. In ta koncept je potem Andragoški center prenesel k nam. Tudi pri nas imamo v bistvu področja, predvsem na podeželju, kjer se ne dogaja, bom rekla, kar se tiče učenja, toliko velika. Tako v centrih, recimo, ne vem, če prenesemo v naše okolje, v središču Trbovelj, v Zagorju, se zelo veliko dogaja, kakor gremo pa malo ven, se sicer pri nas veliko dogaja, ker so društveno življenje v Sloveniji zelo aktivno, ampak to je večinoma šport, kultura, učenja pa tudi ni toliko velika. In ti krožki naj bi zapolnili to vrzel, in zato so pač upeljali ta model. Se pravi, gre za neke vrste sodelovalno učenje, kjer skupina ima nek isti cilj, izobraževalni, se pravi, želijo se nekaj naučiti. Na drugi strani pa vsak udeleženec ima potem neko svojo vlogo, neko odgovornost, da nekaj v tem krožku, v tej skupini prinese zraven. Se pravi, se učijo drug od drugega, predvsem pa ima vsak možnost tudi druge nekaj naučiti, kar je tista mogoče najvišja oblika učenja, lastnega učenja, ne, ko nekoga drugega nekaj poskušaš naučiti. Jaz bi mogoče povedala to, da krožki na Ljudski univerzi niso tudi ne od včeraj. Mi smo prvi krožek imeli leta 2001. To je bil študijski krožek Beremo z Manco Košir, ki smo ga takrat izvedli v sodelovanju z knjižnico Zagorje. 2 leti je krožek tekel tako v sodelovanju z nami, potem pa smo krožek malo predali kar knjižnici in ta krožek še vedno deluje.
In je lani tudi gospa Staša Lepe napisala en zanimiv članek, ki je bil celo, mislim, da na RTV, na portalu objavljen o tem, da pač krožek res že toliko let neprekinjeno deluje. Spet kot en tak primer dobre prakse in smo tudi kar mi malo zrasli zraven, ker smo v bistvu mečken zakuhali vse skupaj, da se je vse skupaj začel. Kaj bi še povedala? Krožki drugače imajo dva cilja, se pravi, eden je ta izobraževalni, da se nekaj skupaj naučimo, drug pa, tako kot je tudi Polona že nakazala, je pa, mi rečemo strokovno, pač akcijski cilj. Pomeni, da skupina potem ne zadrži tega znanja zase, ampak to, kar so se naučili ali pa ustvarili, se pravi, če so nastali kakšni izdelki, karkoli, da se to pokaže tudi navzven, zato na koncu vedno se nekaj naredi, nekaj, da se to pokaže pač širši okolici. To je to, recimo. Super. Okay. Hvala. Ta tretja mentorica, Mojca, je danes odsotna, tako da žal ne bo mogla iz prve roke povedati, kaj vse so počeli, na kakšen način. Tako da predno prepustimo besedo še vam, udeležencem, če bi želel še kdo kaj povedati, lahko tukaj, lahko iz klopi. Bomo veseli, če boste še kakšno izkušnjo delili z nami. Drugače pa potem sledi predstavitev gospoda Zupana, nam bo povedal več informacij o kmetiji, o tem skednu, o namenu, o projektu, da se tudi mi danes nekaj novega naučimo. Bi kdo želel še kaj podeliti? Ja, bi rada še poklonila to knjigo, ki je nastala ob 10. obletnici našega obstoja in eno takšno milok smo ga naredili. No, zraven smo pa delali tudi te škatlice, tako da so mislim, ker z veseljem se lotili vsi prisotni, ker sem že doma pripravila listke, ne, pa so tako. Naravno, zasavsko, domače, milo iz rok zelišča. Super, hvala. Pa knjižica, evo. Tako da tisti, zagotovo ste že imeli v rokah, ne? Mojca, vi ste vodili, pa skrbeli nekako, da se lepo potekalo za 2 študijska krožka. Katera 2? Eden je potekal v Hrastniku, kateri se je imenoval Babičin nasvet na svetovni splet. V Trbovljah smo imeli pa čili zdravi in razgibani. No in če o vsakem nekaj poveste? V Hrastniku smo tudi ustvarili s tem pač študijskim krožkom spletno stran, v bistvu profil na Facebooku, ki smo ga prav tako poimenovali Babičin nasvet na svetovni splet. Gor smo dajali različne nasvete, babic, dedkov, da ne spustimo dedke, ne? Različne modrosti. V Trbovljah smo pa naredili e-knjižico z recepti, zdravi recepti za pač udeležence. In kakšna je bila udeležba, pa kako so bili aktivni tisti slušatelji, ki so prihajali na ta srečanja? Udeležba je bila skoraj 100%, zelo radi so prihajali, imeli smo se super, zelo so se povezali, tudi sami so lahko različne stvari predstavili, povedali svoje izkušnje, mnenja in podobne stvari. Ste bolj kot ne vi govorili ali so tudi ostali veliko povedali? Namen študijskih krožkov je že to, da morajo udeleženci sami delati, tako da smo tudi pri nas prakticirali to, da so udeleženci sami, tudi v Trbovljah so sami pripravljali hrano in določene stvari. V Hrastniku so pa sami imeli predavanja, smo imeli na primer varnost na spletu, pa na Facebooku in je eden od udeležencev pač vse to pač povedal, kako se zaščitimo, tako da so imeli tudi udeleženci priložnost, da so delili svoje izkušnje. Je pa zanimivo, ne, ko vidite, da je 20 ur ali pa 30 ur, pa se verjetno vprašate, bo šlo tole, bo imela toliko tem?
bilo je premalo časa, ker bilo je tem zelo veliko, tako da bi bilo super, če bi bilo to še večkrat, pa da bi se lahko to večkrat srečali pa dobili, ker bi imeli še veliko za povedati. Sploh pa zato, ker imamo vsi dovolj svojih lastnih izkušenj, sploh pa na te teme, tako da ne, ni bilo preveč ur. Torej, energije je še ostalo za naslednje študijske krožke. Res je, še veliko. Sašo, tudi vi ste sodelovali na enem izmed teh študijskih srečanj. Kako je bilo, na katerem? Na Babiči na svetovni splet, bilo je odlično, saj tudi mentorica Mojca enkratna oseba, tako da naučili smo se kar precej veliko, tako da na splet smo potem iskali razne recepte, ki jih lahko tudi še danes obiskovalce obiščejo in jo tudi lahko pregledajo. No, ste tudi v praksi kaj preizkusili te recepte potem po teh srečanjih? Ja, nekatere smo, tako da tisto, kar smo objavili, je bilo preverjeno, tako da držijo. Suzana, kakšne vtise ste pa vi odnesli od teh srečanj? Vtisi so bili enkratni. Najprej smo se udeleženci spoznali. Na začetku je bilo malo nerodno, ampak pa smo se sprostili totalno, iskali smo recepte. Izziv je bil najti res tisti zdrav recept, ne, brez kakšnih dodatnih primesi, ko smo jih vajeni, ne. Ampak nam je nekako uspelo. Še boljše je pa bilo kuhanje, sploh ker so fantje sodelovali zelo, sploh na koncu, ko je potreba pospraviti, ne, vse z mize. In tudi pri pomivanju posode, predvsem res so nas prijetno presenetili, no. Če se malce pošalim, so moški zdaj čisto drugačni, kot so bili 50 let nazaj. Popolnoma drugačni, ja. Kakšni recepti pa? So bili to recepti zdaj samo iz tega okolja, tudi izven meja Slovenije? Tudi izven meja Slovenije, ja. Vse, kar nam je padlo na pamet. Res smo imeli izziv en dan prej pobrskati po internetu, a pa sami si kaj izmisliti, pač smo imeli tudi take kuharce, ko znajo, ne. Pa sploh naše domače jedi narediti bolj zdrave, ne. Mogoče lahko katero omenite, takšno zelo značilno, ki je vam pri srcu? Ne vem, potica ali pa torto. Torto imamo vsi radi, ne, in je res težko bilo zmiksati vse od sestavin do bolj zdrave moke, pirine, do, ne vem, nadeva, vsega, tako da smo sadno naredili, čim več frišnega sadja. Mentorica je rekla, da je skoraj da zmanjkalo ur, ne? Ja, res hitro je minilo, smo mislili, da se bo vleklo, ampak tista urca 2 mine 1, 2, 3 in zmanjka, res, bi potrebovali še. Zdaj bomo imeli pogled. Ja, tako da ja, predno vas čisto prepustim gospodu Zupanu, pa potem druženju tam tukaj na skednu, zadnji ob domačih dobrotah. Hvala, ker ste se vzeli danes cajt, da ste prišli z nami, da ste se nekako angažirali. Iz vseh krožkov, vsem skupaj, vsakem posebej res iskrena zahvala. Hvala mojim sodelavkam, Jadranki Simončič, ki je vse to nekako pripravila, splanirala, zorganizirala, da smo tukaj, da je vse teklo tako, ko mora teči. Tako res hvala, Jadranka. In seveda sodelavke, ki mi danes stojijo ob strani, Mari Pikl, Valentina Uran, Nina Erjavec, Stanka Klopčič, ostale punce imajo pa zadolžitve ene v tujini, ene pa potem tudi doma v Zagorju. Tako da, evo, tukaj mogoče za ta prvi del. Gospod Zupan, evo, jaz vam kar prepuščam skupino in tudi sama že kar nestrpno pričakujem. Mislim, da ne več projekcije, ker boste vse videli, boste rajšli pogledati na hrib mal, pa tukaj v okolico. Ja, jaz se zahvalim za povabilo, da lahko predstavim domačijo Medved. Zanimivosti te domačije je kar nekaj. Prva zanimivost je ta, da je ena mama rodila 19 otrok. In vsi ti otroci so poimensko napisani v kapeli, predno pridete k nam. Zanimivo je tudi to, da izgleda, da so bili izredno zdravstveno osveščeni, da nobeden od otrok na porodu ni umrl. So pa takrat po letu 1900 razsajale nalezljive otroške bolezni in jih je do začetka mladostništva 6 ali 7 umrlo, po teh dokumentih, ki sem jih lahko pregledal. Sama domačija
je stara približno 250 let, kar lahko dokažemo, in to boste videli, z portalom, lesenim portalom iznad nekih vrat, verjetno vhodnih vrat, ker je letnica 1748. To se pravi, da je to častitljiva letnica. Potem so pa naslednje letnice, ki si jih boste lahko v živo ogledali, 1841, tukaj na Kašči, v kleti, kjer je pribit še zraven en del grba Avstro-Ogrske monarhije, in od tega leta naprej so potem povsod na telem skednju je letnica 1878 in tako naprej. Skratka, vse, kar tukaj vidite stavbišč, vsa ta stavbišča so v registru kulturne dediščine. Kar je po eni strani omejujoče, po drugi strani, da se pohvališ, da si lastnik tega, ampak od tega nič nimaš, razen stroška, ker država je pogruntala, da je najboljše, da te obvežejo, ko te dajo v register. Nima pa nobene obveznosti, niti skupnost, v kateri živimo, da bi za te kulturne spomenike skrbela. Skratka, to je tudi veliko breme. No, pa kakorkoli, če ne bi bili cepljeni na starine, verjetno se naša družina s tem ne bi ukvarjala. To, kar boste videli tukaj, nekateri ste si že ogledali, tisti, ki se še niste, boste videli, vsi predmeti so od te hiše. Ničesar ni bilo prinešenega, ampak je bilo vse najdeno tukaj v različnih prostorih, vse restaurirano, je pa še veliko stvari, ki jih nismo uspeli restaurirati ali pa jih nimamo kam razporediti. Koncept tega projekta, ki smo ga s pomočjo tudi evropskih sredstev finančno lahko izvedli in smo ga letos uspešno junija končali, to se pravi, nimamo do Evrope več nobenih obveznosti, hvala Bogu, ker to je veliko breme, ker nikoli ne veš, kdaj te bojo s kako stvarjo kaznovali, ker te inšpektori, ki pridejo, so brezsrčni, jaz lahko rečem, ker sem na lastni koži tudi doživel, vse skritizirajo, v bistvu pa se postavlja vprašanje, ali imaš sploh možnost, da se pritožiš, ker nič ne dosežeš. Pustimo. Uspeli smo projekt zaključiti in ga zdaj ponujamo, ali ga bomo ponudili občini ali tej skupnosti tukaj, da ga tudi uporablja, ker je bilo preveč vloženega truda in dela, predvsem pa zato, da ohranimo to kmečko kulturno dediščino v takšni obliki, kot je tukaj. Mogoče je en del tega tudi v Tirni lepo urejenega, to so sušilnice sadja, sicer pa v Zasavju je največji poudarek na industrijski kulturni dediščini, ker je Zasavje tudi pomembno, vendar tale naš predel je imel tudi kmetijsko zaledje in to je potem dobro, da se tudi tem našim otrokom prikaže, kako so živeli naši predhodniki. Ta glavni lastnik te domačije je bil Henrik Medved, ki je bil istočasno tudi župan od leta 1914 do 1941. Dal je Prvo svetovno vojno, dal je začetek Druge svetovne vojne. V Prvi svetovni vojni so ga nekateri tukaj okoliški kmetje obsojali, da je veliko fantov poslal na vojsko, ampak takrat so bili ti črnosrajčniki, te enote pač takšne, to je bila neka rezerva, ki je pač mogla iti. No, leta 1941 je ta Henrik Medved predal nemškemu županu vsa pooblastila županska, kolikor jih je pač imel takrat kot bivši župan,
in ker je to predal v nemškem jeziku, ker je dobro vladal tudi nemščino, mogoče tudi zaradi tega, da je računal, da v familijo lahko brez kakšnih večjih težav zaščitil, ker so bili vsi na seznamu selitev. Ta predel od Zaloga do Boštjana pri Sevnici je bil mejni predel med Ljubljansko pokrajino, ki so jo imeli Italijani, in med nemškim rajhom. In vse ljudi, ki jih Nemci niso potrebovali, so lepo izselili ali v Srbijo ali v Nemčijo. En del medvedov je šlo v Nemčijo delati na kmetije. Ta župan z 7 otroki, ženo, je pa z dovoljenjem tega župana se lahko preko noči premaknil od tukaj, ker je bila bližina Ljubljanske pokrajine na Dolah pri Litiji, da je preko bloka na Dolah pri Litiji šel v Čatež pod Zaplazom in je tam do maja 1945 s to družino preživel. Ko se je vrnil nazaj, je bilo tukaj vse izropano, začeli so vse iznova, nobenih stvari ni bilo, tako da so nekateri kmetje, ki ne da bi to prilastninili, ampak so zaščitili, so tisto en del prinesli nazaj. Mizar, pokojni Odlazek, gospod, ki je umrl pred leti čez 100 let star, je pa ostal tukaj, ker so ga Nemci potrebovali kot mizarja. In ga kot familijo niso izselili in takrat, ko je nemški župan pakiral, kar bo odnesel iz kmetije, je vse lepo zapisal in to na srečo imamo še v originalu. Čeprav so medvedje potem preko repatriacijske komisije poskušali del tega dobiti nazaj, jim to ni uspelo, ampak kakorkoli stvar se je potem za njih še poslabšala z letom 1949, ko je začela veljati ta denacionalizacija, ker so bili preveliki kmetje, je bilo pač treba te kolake uničiti in so si umislili najrazličnejše stvari, da bi jih lahko preganjali. In recimo ena najbolj smešnih je bila ta, da so spomladi, da je prasička pokotila 9 prašičkov, so te prašičke pošteli, decembra so pa zahtevali, da od vsakega od teh skotlenih spomladih prašičev odda 100 kil mesa, ker to pač ni mogel, ker tega niso uspeli, je bila to ena izmed ta glavnih obtožb. Ta druga je bila pa ta, da so izmerili nivo, na tej nivi moraš pridelati toliko in toliko pšenice, povej, kakšna je dimenzija te nive, on je dal katastarsko mero, zemljemersko mero te nive, takratna oblast je pa prišla s dolgim metrom, pa so merili gor pa dol, in je bila diferenca spet nekaj 100 metrov, pa je bil spet razlog, da je bil obsojen. Vse to je v sodbi, ki je bila izrečena, napisana, in takrat, ko sem jaz to sodbo pred mnogimi leti prvič bral, se je meni zdela takšna neumnost. In ko so me medvedje prosili, sem jaz takrat, mislim, da je bil sodnik Miller v Trbovljah, sem ga šel vprašati, kaj je to, in pa rekel, dragi moj prijatelj, ta stvar je bila takrat po teh zakonih sojena, mi ne moramo nič narediti, edino, kar je, da vložijo spet pritožbe. 40 let je trajalo, da so leta 86 potem tega pokojnega očeta oprostili ali so mu zmanjšali krivdo, niso ga oprostili, so mu zmanjšali krivdo, s tem je 86. leta nastopila situacija, da so lahko še pred tem, ko je začela veljati denacionalizacijska zakonodaja, dobili kmetijo nazaj in so bili ti potomci potem nekako potolaženi. Zdaj, tukaj, kar je, v tem muzeju boste videli orodja. V tej koloni
v obliki črke L, boste videli vse tisto, za kar je moral skrbeti gospodar. Vsa orodja za obdelovanje zemlje, za skrb za travnike, za skrb za gozd in za potem predelavo lesa, ki so ga iz gozda dobili, konča se ta predstavitev z mizarsko delavnico. Tukaj se boste vprašali, zakaj je toliko motik izobešenih. V Sloveniji obstaja karta motik, registriranih je 300 po dokumentih tega etnološkega zavoda, 300 vrst različnih motik. Osnovna, v celi Sloveniji, osnovna karakteristika motike je, da so vse koničaste motike za obdelovanje rahle zemlje, zaobljene motike za obdelovanje težke zemlje, ilovnate zemlje, potem so pa še izvedbe, recimo ta roglata, dvo- ali pa troroglata motika, ki je bila včasih za regulajne po vinogradih, ko še ni bilo strojev za globoko kopanje. No, in ena serija od teh motik je tukaj, vsaka je drugačna, so pa nekatere bile tudi take, ki so imele še en uhelj od zadaj, da so ceste popravljali, da so istočasno, namesto da bi vzeli kladivo, so istočasno motiko obrli, pa so s tistim uhljem udarili po kamnu in se je kamen potem razklal. No, razporeditev tega osrednjega prostora je takšna, da smo vse na priporočilo teh strokovnjakov, ki so prihajali, ohranili avtentično. Te plohi tukaj so debeli 7 cm in mi smo imeli namen, da vse to zamenjamo, tako kot smo vse hodnike zamenjali z novimi plohi. Tukaj so pa pač te možakarji, ki so prihajali, so rekli, da je bila to velika škoda, ampak da naj dobimo peskarja in je prišel s kamionom in so vse to izpeskali, vse tisto, kar je bilo mehkega, so posesali, istočasno so pa del tega peska udelali v podnice, ki smo jih premazali z najbolj trdim sinteko lakom. Za tolo površino je šlo 50 litrov sinteko laka, ker kamor čopič položil, je tako, kot bi bila luknja od spod, ker je vse teklo. Ker je bilo tako suho, no skratka, mislim, da je bil to en velik dosežek pri ohranjanju dediščine, ker je ta struktura zdaj nekaj čist posebnega, je trda in obdelana, predvsem smo pa mi ta projekt, ki je bil prvotno mišljen samo do tega zgornjega stropa, na pobudo mojega sina, glasbenika, ki je bil navdušen nad zvočnostjo tega prostora, dvigli še za 3,5 metre v višino in s tem dobili neko školjko, ki je izredno akustična, predvsem za manjše glasbene oziroma inštrumentalne zasedbe. V tem prostoru vidite te luči so bile namenjene da osvetlijo mize, pod katerimi so otroci izvajali delavnice. Z ženo sva opravila v vseh teh 5 letih 68 delavnic in je preko teh delavnic šlo približno 1500 otrok. Fokusirali smo se na prvo in drugo dekado šolsko do 6. razreda osnovne šole. Tretje dekade nismo, smo pa se tudi na vse skupine, približno v taki sestavi, kot je vaša skupina, na pohodnike. Skratka, imeli smo kar precejšno število obiskov. To je bil pa tudi namen, da se ljudje seznanijo s tistim, kar je tukaj. Tukaj ta del za tem platnom, kaže postavitev stvari, za katere je morala skrbeti gospodinja.
To se pravi, tukaj boste videli, ko se mizarska delavnica konča, boste videli razporeditev orodij, ki jih uporabljajo potujoči obrtniki. V obdobju med obema vojnama so kmetje na podeželju dobili potujoče obrtnike, tako čevlarje, šivilje, krojače, ki so prišli k hiši, so ponaredili tisto, kar so jim lastniki pač naročili, in zato so imeli medvedje na razpolago vse orodje. Od čevlarskega, od šiviljskega, od kovaškega, skratka od kolarskega, ker ti otroci tukaj so bili premehni, da bi sami že to lahko izvajali, bili so pa tako recimo sposobni finančno, da so orodje lahko nabavili in ga potem predali obrtnikom. Tukaj vidite še stare predmete, boste videli za striženje ovc, ker so imeli tudi ovce, zdaj jih imamo spet, vendar jih ima sosed, ima te površine travnikov v najemu. Medvedje so imeli svoje ovce, kolovrate, ni bilo kmetije, da ne bi imela tudi prašiče, zato imate tukaj ploh, pa vso mašinerijo za izdelovanje mesnih izdelkov, nekaj folklornih stvari še. V prostoru tukaj zraven si boste pa lahko ogledali vse dokumente, ki se nanašajo na Medvedovo družino. Najstarejši dokument je 1792 leta. Prvi dokument, ki nosi naslov Franc Medved, je davčna obremenitev iz leta 1822, ker jim priznavajo, da lahko točijo vino in pa žganje, ker je bila tukaj tudi taka gostilna, kot takrat v navadi brez šanka, ampak so iz kleti prinašali, v kuhinji so kaj skuhali, ampak so to dokumenti. Te dokumenti tukaj niso originali, ampak so fotokopije, ker vse originale hranim jaz v dolini, ker bi jih drugače čas uničil. Tukaj so le temperaturne razmere tako velike. Zdaj, kaj več vam nimam za povedati, v glavnem vam želim, da si greste ogledati hrib. V hribu vam bom samo to povedal, to je macesna vgaj, ki je posajen z macesni, v sredi je lipa, macesni so v smeri sončnih žarkov in v sredini je lipa kot simbol slovenstva. Macesni pa naj bi bili najbolj trdovraten iglavc, ki sicer iglice zgubi preko zime, predne, ki jih izgubi, se jih čudovito obarva. Upajmo, da bo letos slana tisti čas prišla, ker mora slana biti, morajo malo zmrzniti. No in en del tega hribčka ima pod kontrolo tudi fakulteta za biologijo, ker vsake 2 leti prihajajo štet pa gledati, če še vedno rastejo tiste rastline, ki jih imajo kartirane. Medvedova kmetija je na obrobju Kumskega narodnega parka, to se pravi, cela kmetija je Naturi 2000, kar je še ena omejevalna okoliščina, poleg tega, da smo v registru kulturne dediščine, ampak če bo to kulturi tega okolja kaj prineslo, smo se pač odločili, da bomo pripomogli k temu. No, ta vrt, še mogoče informacija, ta vrt je bil leta 1996 v Lizboni razglašen kot 3. najlepši vrt oziroma je dobil bronasto medaljo za to razporeditev. Videli boste pušpajnove obrobe. Pred 3 leti nas je obšla groza, ker en teden nismo bili tukaj, po en tednu, ko pridemo nazaj, smo videli, da iz spodnje strani približno na vseh pušpajnovih gredicah pol metra je sama golota. In smo s pomočjo taškarja, vrtnarja uspeli to uničiti.
Takrat sem jaz prvič pristal na to, da se uporabljajo agresivna kemične stvari, prej smo se šli bolj ekološko, sam glede na to, da je ta pušpajn star preko 100 let, sem pač mogel sam sebe zatajiti in se rekel, kar se rešiti da, naj se reši, in nam je hvala Bogu to uspelo. Vse tisto, kar je bilo napadeno, zdaj počasi ozelenuje, ni tako bogato kot sicer zdrave stvari. V glavnem, borimo se, da bi to, kar so nam pač zapustili, ohranili še tistim, ki bodo za nami prišli. Še ena posebnost tukaj pri nas je, da tukaj, ki ste prišli noter, ste si lahko ogledali plakate. Mi smo letos končali 20. koncert v sklopu mednarodnega glasbenega festivala pod nazivom Ursus. Ursus pomeni po latinsko medved, ne? In sin, ki je bil nekak pobudnik, on je flautist, svobodni umetnik v Berlinu, gostuje po različnih teh zasedbah, tudi med berlinskimi simfoniki, z njimi potuje po celem svetu kot prvi flautist, in on pripelje vsako leto nekaj glasbenikov lahko rekel iz celega sveta, edin Avstralca še nismo imeli, drugače smo imeli pa vse ostale. Tukaj se počutijo fantastično, razumljivo, ker ti glasbeniki so veliko izpostavljeni na odrih, ne. Tukaj je pa tako, bi prišli v eno divjino, čeprav je center zelo blizu, ampak v bistvu uživajo. Skratka, dobrodošli, vsako leto imamo julija in avgusta, da se pridružite nekaj od teh, ki ste tukaj, ste to že doživeli. Mislim pa, da je resnično ta prostor takrat za temi izvedbami nekaj posebnega. Ni to velika dvorana, ampak tisto, kar se sliši kvalitetno. Dobrodošli še enkrat, pejte naokrog, poglejte si hribe, tukaj lahko vidite Kamniške, Menino planino, Čemšeniško in tako naprej. Hvala vam. Nekako se je na tej lepi domačiji vse skupaj zaključilo, ampak nekdo pa je vse skupaj te študijske krožke financiral. Ja, res je. Študijske krožke smo izvali v podpori našega ministrstva, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, tako da oni so tisti, ki so omogočili te programe. Ta današnji dogodek, se pravi v sklopu promocijske kampanje Moč in radost učenja, pa je nastal tudi ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v okviru podpornih dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2019. Študijski krožke imajo že dolgo brado, tudi v Zasavski ljudski univerzi. Kako je pa v prihodnosti s tem? Mi si želimo in upamo, da bomo s to dobro prakso študijskih krožkov lahko nadaljevali tudi v letu 2020. Seveda ni vse odvisno od nas. Konec leta upam, da bo razpis, da se mi ponovno prijavimo, dobimo ta sredstva in potem seveda zaženemo spet novih 1, 2, 3, 5 krožkov, odvisno, koliko bomo dobili. Ja, prijavili bomo 5 krožkov, potem bomo pa pač čakali na rezultate tega razpisa. Zagotovo bomo nadaljevali s krožkom Jezik in kultura z roko v roki, se pravi, ta je bil zelo obiskan, potem s to kulturno dediščino rudarstva. Dodali bomo še krožek ta ročne spretnosti, šivamo, kvačkamo, pletemo, kakšnega s področja zdravega načina življenja, pa še kaj se bo najdel, tako da v tem času bomo se nekako glave skupaj stakli pa naredili en tak pester izbor krožkov.